poglejmo, kako lahko z našimi očmi vizualiziramo graf inverzne funkcije neke dane funkcije. Torej, začnimo z funkcijo y enako a na x, kjer osnova a je večja od 1. Sedaj, kaj bomo napravili? Bomo uporabili transformacijo, ki zamenja x z y. Torej, se prav zamenjajo črke v enačbi. Torej, tukaj bi dobili x je a na y in če obrnete formulo, y je logaritem z osnovo a od x. Torej, inverzno t je logaritemska funkcija z osnovo a večjo od 1. In torej, kako mi to vizualiziramo, da zamenjamo x z y? Opazimo, da os x je vodoravna proti desni, os y je navpična proti gor. Torej, sedaj mi lahko napravimo to. Tako. Vidite, ta je bil star y, ki je nov x. Ta je bil star x, ki je zdaj nov y. Pravilno. In to, ki vidite tukaj, se narisal na prozorni papir in torej lahko to se vizualizira, je prav graf od y je logaritem z osnovo a od x. Torej prav vidimo graf, tako enostavno. Sedaj poglejmo z neko drugo funkcijo. Ta je zmeraj y enako a na x, vendar v tem primeru osnova a je med nič in 1. Graf je tale. Sedaj naredimo spet isto transformacijo. Tako, star y je nov x, star x je nov y. In ta graf je logaritem z osnovo a od x, z osnovo a, ki je vrednost med nič in 1. Gremo naprej. Tukaj imamo funkcijo y enako x na drugo. Zdaj, zakaj sem narisal z dvema barvama, vidimo hitro. Opravimo isto transformacijo kot prej. Torej, tukaj zdaj, ta je nova os x, ta je nova os y. Vidimo, da je nastanen problem prav sploh z definicijo funkcije, ker mi, ko imamo neko vrednost x, hočemo, da f od x je ena vrednost, ampak če mi vzamemo tukaj eno vrednost x, vidimo, imamo tukaj f od x in tukaj f od x, jih imamo dva. Torej, to gledano globalno ni niti graf neke funkcije. In torej, kaj lahko napravimo? Zato sem narisal z dvema barvama. V resnici, samo ta del je funkcija y kvadratni koren od x, ki je inverzna od y enako x na drugo. In ta, kaj je? Če vidite, vsaka točka je zrcaljena skozi os x, tukaj dol, in torej vse te koordinate so, ordinate teh točk so nasprotne, in torej ta funkcija je, y je minus kvadratni koren od x. Torej imamo dve funkciji v tem primeru, ne? Sedaj gremo naprej s trigonometričnimi funkcijami. Tukaj imamo funkcijo y je sinus x. Sedaj rabimo to transformacijo. Vidimo, da imamo isti problem. Če vzamem tukaj eno vrednost x, tukaj imam celo neskončno vrednosti za f od x. Torej, to globalno gledano ni graf ene funkcije. Zato kaj naredimo? Zato če mi omejimo definicijski interval od funkcije sinus x od minus pi polovic na pi polovic, in torej imamo samo ta del grafa, ki je pobarvan z različno barvo, in zdaj opravimo to transformacijo, vidimo samo ta del grafa, nam predstavlja inverzno, y je arc sinus x. Je ta. Sedaj nekaj podobnega za kosinus. Ta je funkcija kosinus x, že lahko vidimo, da sem pobarval drugače ta del. Torej, če mi omejimo funkcijo kosinus od nič do pi in rabimo zdaj to transformacijo, v tem delu grafa pobarvan drugače, vidimo, da ni tistega problema, če imamo nx, dobimo n f od x, in torej ta del grafa tukaj je y je arc cosinus x, ki je inverzna. Poglejmo še tangens. Funkcija tangens x je sestavljena iz neskončno mnogo vej te vrste. Če mi vzamemo samo eno vejo, torej se omejimo funkcijo od minus pi polovic na pi polovic,
in rabimo zmeraj isto transformacijo. Torej, samo ta veja tukaj je inverzna, torej y je arctangens x. Do zdaj sem vam govoril o funkcijah. Tukaj imamo neko elipso. Elipso, katere enačba je x na drugo ulomljeno a na drugo plus y na drugo ulomljeno b na drugo je enako 1. Torej, to ni funkcija, ker imamo zmeraj tisti problem, da če vzamemo tukaj vrednost x, imamo dve vrednosti f od x, ampak če hočemo, lahko mislimo kot dve funkciji. Ta je ena in ta je druga. Zdaj, ne glede na to, mi lahko pravimo zmeraj tisto transformacijo. Tukaj dobimo eno drugačno elipso, katera bo enačba te elipse, ta transformacija zamenja x z y. Torej bomo imeli y na drugo ulomljeno a na drugo plus x na drugo ulomljeno b na drugo je enako 1. Ker tukaj imamo plus, lahko tudi zamenjamo vrstni red teh dveh členov, vendar ta je enačba te elipse tako postavljena. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.